Moški brez brkov je kot juha brez knedlov. Tako vsaj pravi moja prijateljica, ampak da prideš do brkov, morajo najprej zrasti brčice. To se navadno zgodi takrat kot vse druge velike stvari. Se veste, globok glas, mozolje, mokre sanje, skratka, v puberteti. Ampak nazaj k naši temi, torej kako se spopasti s prvimi ščetinami. Lahko so tik pod nosom in velike kot ustnice, lahko so goste in segajo čez ustnico ali pa tanke in zavihane navzgor. Še prej pa morajo zrasti prve. Moje brčice imam že nekaj časa, oddaleč se še ne vidijo, zdaj mi že rastejo že kakšne 3 mesece. Na daleč jih sicer se ne vidi, ne? Če pa pogledam bolj od blizu, se nekaj malega vidi. Prve brčice sem opazil konec 8. razreda. Takrat mi jih je tudi mami prvič podepilirala, ampak sem jih zbežal. Najprej mi je eno stran, pač nanosila, pol še drugo. Ko je prvo povlekla, sam bežal sem dol iz mize. Toliko boli to, da nikoli več v lifeu, res ne. Da so bile brčice lepo privihane, so včasih nanje nanašali pasto za čevlje. Danes se za te namene uporablja vosek. S to nadlogo ali pa veseljem pod nosom se spopadajo prav vsi moški tega sveta. Jaz sem seveda te stvari že komaj čakal, no potem pa je bilo seveda kruto razočaranje, kajti teh brčic, dlačic nikakor ni bilo dovolj. Opazovanje v ogledalu, gledal potem tisti puh, ki je pogano, ki je zdaj tako, kot bi se 2 dni starega pšančka nalimal pod nos. Sicer pa so brki v današnjem svetu tudi moderni. Vsakega novembra moški z njimi izkažejo pripadnost gibanju za boj proti raku na prostati. Kljub temu je veščine britja dobro obvladati. Jaz ponavadi začnem z ene od strani, potem grem po drugi strani, potem grem po spodnjem delu brade. Najbolj nekako nevarno ali pa treba biti pazljiv okrog nosu in pa okrog ustnic, da slučajno ne pride tudi do kakšne ureznine. Z brki ali brez njih. Pomembno je, da se v svoji koži dobro počutite. Mislim, da če dolg ne poganja brade, da ni panike, tako da ne se sekirati. Ponavadi je dober znak, daj se probati vsaj brke obriti takrat, ko ti več kot pol jajca na oko ostane na brki.